Tukaj v bistvu je en tak paradoks, da cepljenje, ker je tako uspešno, je pač izkoreninilo oziroma zelo zmanjšalo te bolezni in ljudje so pozabili, ne. Kako so na primer ošpice, otroke, pač 1% otrok, ki zboli za ošpicami, umre. To je, se pravi, od 20.000 recimo otrok, ki se rodi na leto, v Sloveniji je to 200 otrok. Potem smrtnost pri tetanusu, če ga ne zdravimo, je celo 90%, če ga zdravimo 10%. Tako da te številke tudi za druge bolezni so velike, ne samo smrtnost, ampak tudi posledice, otroci, ki so trajno prizadeti, tako da tukaj se jaz ne bi strinjal, da cepljenje ni potrebno oziroma da je bolje, da prebolimo po naravni poti. Zdaj, jaz vedno pozdravljam sodelovanje strok, tako da vabim vse mikrobiologe, druge genetike, ki se ukvarjajo z temi raziskavami in tudi mislim, da se v javnosti pojavljajo. Zdaj, zdravniki pa smo pač tisti, ki cepljenje izvajamo, ki otroka spremljamo in mislim, da imamo tudi nekaj o tem povedati. Raziskave na cepivih, tako kot na zdravilih, predno pride neko cepivo na tržišče, potekajo v različnih fazah, predkliničnih, kliničnih, tako da to je urejeno z zakonodajo na evropski ravni, Evropska agencija za zdravila naša, tako da tukaj mislim, da so stvari zelo urejene. Kar se tiče sestave, je vedno na voljo, se pravi na cepilnih mestih imamo povzetke o cepivih, kjer je ta sestava navedena, če bi katerega od staršev zanimalo. Kar se tiče tiomersala, je veliko nekih viharjev povzročil, to je pač substanca z živim srebrom, ki pa se v cepivih, ki so v Sloveniji, ne uporablja. Medtem ko aluminij kot pospeševalec imunskega sistema, ki je dodan, je v tako majhnih količinah, da nima vpliva na naše zdravje. Resni stranski učinki, ki so zapisani v teh informacijah o cepivih, so redki in tudi so redkejši, kot je to navedeno. Sicer pa se mi s temi stvarmi vedno, če bi se srečali, resno spopadamo in v bistvu prijavimo tak neželeni učinek in je potem tudi raziskano. Morate pa vedeti, da je nekaj vzročna povezava med cepivom in nekim neželenim učinkom, nekaj pa časovno sovpadanje, ki ni nujno povezano, ne. Tukaj moramo vedeti, da so bile na temo povezave cepiva, predvsem ošpice, mumps, rdečke in pa avtizma narejene številne raziskave. Res je neka študija pred 20 leti pokazala to povezavo, vendar je bilo kasneje to demantirano, celo zdravnik, ki je izvajal to študijo, je bil obsojen, a ne. Tako da te povezave ni, tudi kasnejše vse raziskave so pokazale, da te povezave ni in ne vidim razloga, da bi neko stvar, ki je bila že tolikokrat ovržena, ponovno izpostavljali. O cepivih in cepljenjih jaz najbolj priporočam, da se obrnejo na svojega pediatra, izbranega zdravnika. Sicer pa imamo kar nekaj teh spletnih strani, ki so kvalitetne. Nacionalni inštitut za javno zdravje ima spletno stran z informacijami, tudi projekt Imuno se zelo trudi, tudi tam najdejo potrebne informacije. Tako da ne vidim razloga, da bi starši iskali po spletnih straneh, ki niso preverjene. Evropa ni nek enotni prostor, ne tako kot Amerika, da so tu številne države z različnimi zdravstvenimi sistemi, politikami in v bistvu je
Glavna stvar, ki se mi zdi pomembna, je to, da imamo visoko precepljenost v vsej Evropi in da je v vsej Evropi z vseh strani inštitucij svetovano cepljenje. Zdaj, kako je točno urejeno, je različno. Ste videli, da tudi države, ki so imeli prej neobvezno, so zdaj sprejele, Italija obvezno cepljenje, Francija se drugo leto pripravlja tudi na obvezno cepljenje, tako da je tukaj bolj stvar neke kulture, neke družbene odgovornosti, tako da tukaj je malo bolj kompleksno vprašanje, kot samo reči, nekdo ima obvezno, nekdo ne. Na srečo imamo s tehnologijami sodobnimi sedaj cepiva, ki so ne samo varna, ampak tudi učinkovita, tako da je nivo teh protiteles zaščite, ki je merljiv iz naše krvi, visok in kar pomeni, da je v bistvu, če smo po programu cepljenja, zaščita praktično 95 do 100%, kar je v bistvu zelo visoka. Da bi mi vsem 20 tisoč novorojenčkom v Sloveniji pregledovali imunski sistem, bi bilo prvič predrago, drugič prezapleteno in ne bi veliko zvedeli. Tako da imamo določene informacije o boleznih, ki so v družini, pri mami, potek nosečnosti, tudi kako se otrok razvija do 3. meseca. In tu so v bistvu te informacije, ki so za nas klinike relevantne. Medtem ko morate vedeti, da otrok do 1. leta po programu ni cepljen z živimi cepivi, tako da je šele pri 1. letu cepljen z živim cepivom, prej pa dobiva ta inaktivirana cepiva. Cepivo za gripo moramo vedeti, da je res Svetovna zdravstvena organizacija spremlja krožeče viruse in prilagodi seve v cepivu, medtem ko to ni čisto novo cepivo. Tako da cepiva so testirana, razen v primeru te pandemske gripe, ko je bilo treba na hitro narediti cepivo, ampak je bilo spet odtehtano, da so koristi večji od stranskih oziroma neželenih učinkov. Tukaj moramo ločiti, da so cepiva različna. Nekatera so živa, te bolj spodbudijo naš imunski sistem in potrebujejo na primer 2-3 odmerke. Medtem ko če so cepiva mrtva, pa rabimo imeti več odmerkov in potem tudi obnovitvene doze, da zagotavljamo zadosten nivo zaščitnih protiteles. To je vse merljivo, tako da v bistvu, če obstaja nek sum ali smo lahko zboleli ali smo dovolj zaščiteni, se vedno lahko preveri te titre in se potem ukrepa. Če so cepljene z 2 odmerki cepiva, ni bojazni, da bi zbolele in je zaščita dovolj, medtem ko če je kakršenkoli dvom o cepljenju, se lahko preveri nivo protiteles in se potem ustrezno ukrepa. Tega izraza jaz ne uporabljam, tudi kolegov ne poznam, ki bi to uporabljali, tako da težko komentiram, kdo to uporablja, ta izraz. Na srečo so neželeni učinki po cepljenjih redki, večinoma blagi in prehodni, tako da starše vedno opozorimo na te znake, kdaj se vrniti. Medtem ko so hujše, predvsem alergijske reakcije, zelo redke, 1 na milijon otrok lahko pride do hujše reakcije, zato vedno cepimo v ambulanti, medtem ko je odškodninsko za obvezna cepljenja odgovorna država. Stranske oziroma neželene učinke smo zavezani prijavljati. Velikokrat se zgodi, da naprimer, če ima otrok temperaturo, neko rdečino, lokalno blago oteklino, verjetno tega vsega ne prijavljamo, ker tudi nima smisla, ker je to pričakovano, znano. Zdaj, če bi se pa pojavil nek neželeni učinek, ki ni vpisan ali pa da bi bil resnejši, pa seveda ga prijavimo. Zdaj, tukaj jaz mislim, glede preverjanja staršev do zdravnika, jaz mislim, da je glavna stvar
zaupanje, ker če tega ni, potem, se pravi, starš vpraša, mene ste prijavili, to mu povem, nimam razloga, da bi se mu lagal, in tudi sem obvezan, v 15 dneh, če je nek neželen učinek, ga prijaviti. Tudi če kasneje starši prijavijo, smo dolžni postopati po naši zakonodaji in prijaviti naprej. Avtoimune bolezni pri otrocih so in vedno bodo. Na primer, revmatoidni artritis je dokaj pogosta bolezen, vendar cepljenje v določeni fazi bolezni res ni priporočljivo, medtem ko je stanje stabilno, ko je pod nadzorom z zdravili, cepljenje z mrtvimi cepivi ni kontraindicirano, se celo priporoča. Tudi raziskave, ki so bile narejene, ne govorijo, da bi v bistvu škodovalo to otrokom. Vedno preden pediatri otroka cepimo, ne samo, da povprašamo starše o vseh relevantnih stvareh, ampak tudi otroka pogledamo in če je zdrav, če nima temperature, ga cepimo. Zdaj, velikokrat prehlad je stvar, ki ni kontraindicirana, se pravi, otroka bi lahko cepili, čeprav se odvisno od staršev potem odločimo, ampak vedno otroka pogledamo in če je zdrav, ga cepimo. Tukaj moramo vedno vedeti, ali mi želimo neko stvar preprečiti in to preprečujemo s cepljenjem. Mi preprečimo bolezen in same posledice, ki jih ta bolezen povzroči, tako da s cepljenjem mi pridobimo imunost. Zdaj, če pa to prebolimo, tvegamo vse zaplete, ki pa so hudi. Tako da medtem ko sama zaščita je pa primerljiva. Otrok, ki zboli, je vedno pregledan in če je postavljen sum, da ima, oslovski kašelj, so odvzeti brisi, če je sum, da ima ošpice, to vedno preverjamo, ker to ni pomembno samo za tega otroka, ki je zbolel, naj bo cepljen ali ne cepljen, ampak tudi potem za epidemiološko situacijo, kako se lahko neka bolezen razširi. Veste, da ošpice so zelo, zelo nalezljive. Če je otrok popolno cepljen, te bojazni ni, medtem ko so otroci, cepilni program je starostno različen. Tako da, na primer, nek 6-mesečni otrok, ki je cepljen po programu, še ni zaščiten proti ošpicam in tak se lahko boji necepljenega, ker proti ošpicam še ni zaščiten. Sicer pa ne.